Zdaj prvi teden, ja, prve 2-3 dni sem uporabljal bergle, potem sem probal čim prej brez bergel, seveda sem šepal, upošteval vse nasvete in mislim, da smo stvar kar dobro, pa relativno hiter, bom rekel, ne, ni bilo hiter, ni bilo hiter, a veš, za mene ni nič hiter, za mene je že brez veze, da se je to sploh zgodilo. Mater je teh papirjev, ej. Olej, slikca. Lej. Pred mi kdo čestita, naj povem, da je to slika moje desne meče. V tej aktivnosti epizodi bom povedal par zadev, kar se tiče poškodb. Tudi par informacij mogoče za tebe koristnih. Zakaj? Povedal bom, kaj so bili vzroki, kje sem zafrknil, zakaj je do tega prišlo. Mogoče se kdo tudi od tega kaj nauči, mogoče pride do kakega spoznanja sam. Jaz mislim, da kakšne take informacije ne bojo škodile. Zdaj, če moramo uradno povedati, kako se tem reče. Lej, bom ti pokazal sliko iz videa, pa lahko daš na pauzo, pa si v miru prebereš, zakaj vse se je šlo. Jaz zdaj teh latinskih izrazov ne bom omenil, ker iskreno povedano tudi polovica ne vem, kva pomenijo. Sem šel na Google, sem pol gledal, kje to je, kje mišice so, kako delujejo, kako poteka rehabilitacija, ampak, lej, preber si izvid, bom sliko objavil in to je to. Jaz ti bom pa povedal zgodbo, kaj se dogaja v ozadju. Se spomniš prejšnje aktivnosti? En teden kickbox treninga v Izoli. Se pravi, vsak dan trening, 2-krat na dan, kickbox, nič posebnega. Potem sem pa bil za vikend na obisku pri kolegu in kolegici in je padla ideja, da bi šli igrati squash. Iskreno povedano, nisem še tega nikoli igral. Malo sem se ogrel, malo sem se raztegnil in akcija. Ena igra, druga igra, tretja igra. Pol je pa sam naenkrat spekl. Spekl je v meči in sicer občutek sem imel pa tak, jaz sem bil trdno prepričan, da je v mene v meču priletela ena tenis žogca. Sicer nekje iz enega drugega igrišča, z enega drugega polja. In bolj, ker sem tisto žogco iskal, od kje je priletela, bolj sem ugotovil, da je nikjer ni. Hotel sem se vstati, hotel sem se pobrati, hotel sem hoditi naprej, ampak ker enostavno ni šlo. Potem sem se malo umaknil iz igrišča, sem malo masiral, raztegoval še, kar je šlo, ampak za tisti dan sem zaključil. Noč sem prespal pri njima, pol naslednji dan me je čakala služba, v službi je bilo katastrofa. Jaz sem tisti dan pol šel tudi na urgenco, v Novo mesto. Zdaj tam so pač naredili analizo krvi, če bi bilo še nekaj drugega, kar bi se mi lahko zgodilo, ampak na srečo ni bilo. Ravno tako so tudi pregledali, da ne bi bila Hillova tetiva slučajno počena, ker tisti bi bilo treba pa menda pol šivati, pa se kar stvar lahko precej bolj zakomplicira. No, na srečo je bila samo natrgana mišica. Zdaj seveda dobil sem bergle, ker niti stop nisem mogel na nogo, in pa sem tudi takoj se naročil na fizioterapije. Fizioterapeut me je pregledal, rekel je tudi, da se z eno stvarjo, ki je zdravnik napisal, ne strinja, in sicer s počitkom. Je rekel, da mišico je treba čim prej začeti masirati, pa nazaj pač uporabljati. Mislim, da se reče hematom, če sem prav rekel. To kri v glavnem, da je razporedil pa spravil naprej. Sam tudi uporabljam tens, sem si ga kupil že pred leti, tako da sem si tudi tens velikrat naštimal na mečo. Ice Power Gel, to je zdaj pač klasika, sam sem masiral, imam tudi tisto pištolo, s katero v bistvu masiram mišico, tudi to sem delal. Potem sem delal pa tudi vaje, ki so mi bile povedane, da sem na silo, čeprav je bolelke svinje, pa bergle sem imel, da sem prenašal težo iz ene noge na drugo nogo, da sem čim bolj pravilno hodil naprej, ne šepati, ker menda, če šepaš, pol nekako tista mišica si zapomniti izgib in pol se to dlje cajta cel. Tako da sem se res trudil pravilno hoditi naprej, pravilno hoditi nazaj, pol sem dodal tudi majčkeno borbenega gibanja v vse smeri, pol sem se postavil na prste, nazaj na pete, se pravi, da sem dvigoval prste v zrak, s tem v bistvu sem še bolj zategoval mečo, ampak v bistvu se je pa z masažo se je pa mehčala, tako da sem res upošteval vse nasvete in mislim, da smo stvar kar dobro, pa relativno hiter, bom rekel, ne, ni bilo hiter, ni bilo hiter, a veš, za mene ni nič hiter, za mene je že brez veze, da se je to sploh zgodilo. Zdaj prvi teden, ja, prve 2-3 dni sem uporabljal bergle, pol sem probal čim prej brez bergel, seveda sem šepal,
To je bil zdaj nekako tisti prvi teden, zdaj drugi teden je bil, je že bila malo lepša hoja, ampak še ni bilo to. Tretji teden sem hotel majčkeno poteči, da sem videl, če lahko tečem. Ni šlo, kot tak paradni konj sem hodil na hiter, tako da sem takoj začel šepati, ko sem začel teči. Tako da sem še mogel počakati, zdaj tamle kaj četrti, peti teden je že šlo, ampak res sem mogel, ne vem, tako ko bi rekel 200 metrov sem tekel, pa sem pa hodil. Pa sem spet 200 metrov malo potekel, pa spet hodil. Tako da sem v bistvu nekako kombiniral. No, da šele nekako po 6 tednih je pa bilo tisto, da sem lahko tako spontano malo tekel. No. Tako da je bilo kar, pa še tu govorimo samo o ravnini, pa mehki teren, se pravi gozdna podlaga, makadam, tako te zadeve. Zdaj, zakaj je do tega prišlo, ne? Če se spomniš, sem rekel, da sem en teden prej bil na Izola Kickbox Camp, ne? Po 2 treninga na dan, tam ves čas skačeš, zdaj vsi borilni športi, ali pa vsi, mislim, da lahko rečem vsi, se odvijajo na prstih, se pravi, ti skačeš po prstih. Zakaj? Zato, da si hiter, da hiter spreminjaš smer, težišče in tako naprej in tako nazaj. Zdaj, po enem tednu seveda taj noge, ki ves čas skačeš po prstih, ne, meče ratajo, jaz rečem betonske, ne. Nobene prožnosti ni več, trde so orgne. In jaz sem že razmišljal o masaži, da bi šel na kakšno masažo, ampak ker nekako, ne vem, ni bilo časa, pa se vemo vsi, kak je, ne. No, za vikend pa, ker smo se lotili tegale športa, se vemo, kak je, squash je isto, ne, hitro spreminjaš smer, naprej, nazaj, levo, desno in so bile meče spet obremenjene, ne. In tukaj je pa pol pa spekla, ne. Tako da mislim, da sem preveč obremenil meče, predvsem tudi z mojo telesno težo mogoče. 100 kil je kar, no, mislim, ni tako malo, ne, in mišica mora to težo hitro pa eksplozivno prestavljati in jaz mislim, da je bil to problem, no, ker ogrel sem se, raztegnil sem se, tako da to je to, kar se tiče te poškodbe, no. Iskreno povedano, se pravim, treba je biti bolj pozoren, naučiti se moram malo bolj poslušati svoje telo, pa če ga en teden teram, je pol mogoče 2 dni pauze kar v redu, no, ali pa pauze, vsaj da nekaj drugega počnem, ne da spet obremenjujem iste mišice, no. Pa če imel kako kilco manj, tudi ne škodilo, ne. Tako da, to. Ok, še en dodatek k temu videoposnetku, ena majhna posodobitev. Šel sem gledati Sports Tracker zgodovino in sicer bilo je tako, od ponedeljka do petka je bil kickbox, tako kot sem rekel, v Izoli. Zdaj v petek nisem šel na trening, tako da v petek sem spustil trening, ker sem šel plavat. Potem pa je bilo, se pravi petek bom štel kot prosto, sobota sem šel zjutraj, tako je bil trail tek doma, 4 kilometre, tule po hribčkih okoli. Potem pa nedelja je bila frej, ponedeljek je bil tudi frej. Potem pa torek 5 km teka za Savo, sreda 31. julij 5 km teka za Savo, se pravi spet isto. Pol je prišel pa četrtek, 1. avgust je bil pa najprej sprehod čez Golovec in pol squash. In pol mi je utrgali pač to, oziroma natrgali to kito. Tako da dejansko je bilo klele tudi kar nekaj teka še pred to poškodbo, no. Ne zdaj, da je tek slab, da ne bo kdo zdaj to narobe razumel, ampak kombinacija, se pravi pri kickboxu tisti hitri eksplozivni gibi, pauzica sicer je bila 2 dni, ampak očitno je to premalo. Ko sem že v videoposnetku povedal, nič nisem naredil za to, da bi sprostil mišico oziroma malo zmehčal, ne. Dol se pravi 5 dni kickboxa, hitri eksplozivni gibi in pol spet trail tek, se pravi celo v hrib in navzdol, in pol petka po ravnini, in pol naslednji dan spet petka po ravnini, in pol še v Goloc, se pravi v hrib, pol pa še squash, si pa spet pri eksplozivnih gibih. Tako da meča je bila v bistvu tule konstantno obremenjena, no. To hočem povedati. Tu sem hotel samo tale dodatek zraven povedati, tudi da tudi sam, da imam zabeleženo, da je bilo v bistvu še kar nekaj teka tule zraven prisotnega, no. Definitivno pa premalo pauze oziroma mogel bi mišico malo zmasirati pa zrelaksirati. Tako da, to je moja domneva. Lahko pa ti poveš svojo domnevo. Če imaš kako idejo, zakaj bi se to lahko pripetili, na dan z besedo, oziroma ne na dan, napiš z besedo, tako. Bom upošteval. Ampak samo če v koristen nasvet. Če ne bo, pa ne bom. To je to.